Gledate informativno oddajo 7, ki jo vodi Anja Šircelj. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v informativni oddaji 7. Za nami je dober teden od razglasitve epidemije zaradi širjenja koronavirusa. Veliko učencev in dijakov je tudi že teden dni doma, namesto v šolah. Javno življenje je ustavljeno in tudi na televiziji ETV do nadaljnega ne pripravljamo oddaj z gosti, kakor ste vajeni. Smo pa pripravili dve izdaji izrednih novic, v katerih sta občane in občanke nagovorila tudi župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan in županja občine Trbovlje Jasna Gabrič. Ja, najpomembnejše, da tisto, kar vsak dan poslušamo preko medijev, preko medsebojnih kontaktov, predvsem poudarjam preko telefona, da to upoštevamo, da je v prvi fazi največ, kar lahko storimo, je samoizolacija, da se ne družimo, da upoštevamo navodilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje in v tem trenutku ni župan ali predsednik vlade ali kdo tretji, ki bi lahko to situacijo rešil, ampak navodila so jasna, da smo sami na prvem mestu odgovorni za sebe in za ljudi, s katerimi živimo v neposredni bližini in s tem tudi za celotno lokalno skupnost in celo lahko rečemo za cel svet. Mi že od prvega dne smo aktivirali civilno zaščito, jaz kot najbolj odgovoren v občini za varnost Zagorske doline, tako da se dnevno v narekovajih sestajamo, smo v kontaktu, tudi jaz kot župan. Odprli smo telefonsko številko 24 ur, kjer je tudi na spletni strani občine Zagorje ob Savi. Sedaj bomo tudi te naše informacije razširili tudi na ostala družbena omrežja, ker predvsem je ta številka namenjena, da tistim, ki so sami, da jim pomagamo z oskrbo, s kakšnim nasvetom in tudi danes smo objavili številko, ker vemo, da bo to le daljše obdobje, da ljudje so sami v stiski, ker bo tudi preko telefona možno komunikacija ljudje pomagati v stiski ali kakšen pogovor. Skratka, tudi ta informacija je podana. No, na sami občini pa imamo od 8 zjutraj do 6 zvečer tudi odprt telefon, kajti poleg koronavirusa ostajajo še drugi problemi v lokalni skupnosti, tako da maksimalno kontakt ostaja tudi za mano kot županom, ki v narekovajih tudi 24 ur sem na razpolago kot najbolj odgovoren. Seveda pa v tej fazi bi se zahvalil tako Karitasu, Rdečemu križu, predvsem pa na prvem mestu zdravstvenim delavcem, mojemu, našemu zdravstvenemu domu Zagorje in tudi vsekakor to lahko vse, kar govorim lokalno, tudi pomeni širše in vsem tistim ljudem, ki so te naše ukrepe sprejeli. Mi smo v Zagorju uvedli vrsto ukrepov že pred državo, mi nismo poštevali 500 ali 100, ampak smo šli takoj v prepoved prireditev, no danes je skrat, da je to pravilna odločitev, ampak gledati za nazaj je nesmiselno v tem trenutku, predvsem danes. Bodite odgovorni do sebe, do svojih najbližjih in jaz kot župan lahko rečem, bom vse storil za moje najbližje in pa za celotno Zagorsko dolino. In gledajte novice, gledajte navodila, predvsem pa tudi posnetke iz drugih držav, ampak tisto, kar gledamo, kaj se dogaja sosedu, verjemite mi, se lahko danes stori tudi pri nas in imamo še možnost, da tukaj na tem področju naredimo bistveno več, kot so nekateri morda v preteklosti. Do sobote je bila možnost, vemo, da je bil ukrep vlade, da tisti, ki delajo s potrdilom delodajalca v službah, ki so nacionalnega pomena, da jim zagotovimo varstvo v šolah in vrtcih. No, potem je prišla sprememba, da je potrebno zapreti šole, vrtce, ampak kljub temu v občini so ljudje, mi smo dali tudi s pomočjo mladinskega centra pozvali mlade, da se vključijo tako
pri pomoči družinam pri varovanju otrok, seveda vse v omejenem številu, kajti vemo, da ne se združevati, predvsem naj medsosedski odnosi, družinski odnosi se poglobijo, povečajo, tako da pri varovanju otrok je tudi ta možnost, imamo vse pripravljeno, seveda v manjšem obsegu, da če obstajajo družine, ki ne morejo zagotoviti varstva, v občini Zagorje to zagotavljamo s pomočjo šole, prostovoljcev in pa zaposlenih v vrtcu. Trenutno potekajo vse aktivnosti v Trbovljah v okviru štaba civilne zaščite občine Trbovlje. Danes nadaljujemo z delom, seveda postavlja se šotor pri obeh kontejnerjih pri splošni bolnišnici Trbovlje, da bo več kapacitet in lažje delo. Gasilci naši še vedno vozijo vse brise iz Zasavja vsak dan v Ljubljano. Res pa je, da je pomanjkanje zaščitne opreme ne samo pri nas, ampak mislim, da kar bolj ali manj v vseh slovenskih občinah. Mi sicer čakamo nekaj več opreme še s strani države, drugače pa, kot opažamo, se borimo vsak zase in iščemo, če je še kje karkoli ostalo. Zato je treba tudi za to opremo ravnati skrajno previdno. Bi pa želela sporočiti našim prebivalcem, tako naše občine kot širše regije, da ostanite seveda doma. Bo kdo rekel, vsej otroci lahko se igrajo, že res, ampak na igralih je lahko samo en stik enega otroka z virusom, se prenese na ostale, otroci prijemajo vse, kar lahko, tudi ko grejo domov po bloku, potem grejo pa starejši ljudje recimo samo do trgovine, prijemajo iste kljuke, prijemajo iste ograje in idealni pogoji za širjenje virusa. Zato upam, glede na to, kakšna gužva je bila sicer po trgovinah, da imamo vsaj osnovna živila doma, tako da smo lahko recimo tja do 2 tedna preskrbljeni, vsak v svojem domu, in upam tudi, da niso pozabili poleg osnovnih živil tudi recimo na kakšno zobno pasto, šampon, milo za roke in detergent za posodo. Boste rekli, da smo pikolovski, vendar bi bilo skrajno neumno, da bi zaradi kakšne od teh malenkosti potem, če se bo virus tako hitro še naprej širil, se izpostavljali in hodili po takšno malenkost v trgovino. Ni vredno. Zato upam, da ste za to vsi poskrbeli in da bomo lahko doma vsaj 2 tedna preskrbljeni. Seveda tisti, ki pa imajo še kakršnakoli zdravila, da imajo tudi za to poskrbljeno. Tako da še enkrat ostanimo doma, res pazite nase in res vsem skupaj en velik srečno. Dajmo poskrbeti, da bo ta virus, bom rekla, čim prej, da ga zajezimo. Prej, kot bomo vsi upoštevali te ukrepe, prej bo zadeva mimo. Tako da srečno vsem skupaj. Tudi na Gospodarski zbornici Slovenije so se pozanimali, kaj lahko delodajalci naredijo za preprečevanje širjenja virusa. Z dr. Ivanom Erženom z Nacionalnega inštituta za javno zdravje se je pogovarjal magister Samo Hribar-Milič. Delodajalci imajo tukaj zelo pomembno vlogo, zaradi tega, ker seveda na delu smo ljudje vsaj 8 ur, če ne še več, in v tem času, v teh posebnih okoliščinah lahko delodajalec veliko prispeva k temu, da pomaga omejevati širjenje teh kapljičnih okužb. Po eni strani, da vedno znova zaposlene opozarja na pomen osebne higiene, umivanje rok, kašljanja. Po drugi strani pa, da tudi da na voljo ustrezna sredstva. Se pravi, mi moramo na delovnem mestu zagotoviti dovolj lokacij, kjer si lahko ljudje potem roke umijejo. In pomembno je tudi z vidika urejanja delovnih mest, da so ta delovna mesta tako urejena, da je možnost prenosa okužbe čim manjša. Tu zdaj bi posebej izpostavil recimo tista delovna mesta, kjer je že v oceni tveganja bilo ugotovljeno, da prihaja do stika z strankami na primer in da obstaja tveganje za okužbo. To je potrebno, zdaj mogoče je ta priložnost, ponovno preveriti, ali so res vsi tisti potrebni ukrepi tudi že v veljavi, oziroma ali jih je potrebno ponovno osvežiti, delavca zaposlenega ponovno opozoriti na to, na kakšen način se izogne okužbi v primeru, da ima stika s strankami. Kajti stranke, recimo, če dam za primer, na blagajni, v trgovini, tu je
tveganje za to, da prihaja lahko do okužbe strani strank kar veliko. Zdaj marsikje zaščitijo zaposlene z posebno stekleno pregrado, številna delovna mesta pa nimajo te zaščite. In v takem primeru potem potrebno zaposlene še posebej opozoriti na to, kako pomembno je, da si pogosto umivajo roke, da absolutno ne grejo z rokami v usta, da si ne manejo oči. To so gibi, ki so sicer velikokrat podzavestni, in niti ne razmišljamo o tem. Tako da je potrebno s tem, ko delodajalec zaposlene opozori na to, da ne večkrat na to pomislijo, mogoče spodbudijo k temu, da spremenijo te podzavestne navade. Če je bil zaposleni v stiku z okuženim, je zdaj treba se vprašati, ali gre za zelo tesen, tvegan stik, kot temu rečem, visoko tvegan stik. To bi bil na primer, da je oseba, da je zakonski partner oziroma nekdo, ki je v družinskem okolju, v gospodinjstvu okužen, potrjeno okužen, ali pa recimo, če gre za zdravstvene delavce, ali da so imeli opravka z osebo, pri kateri je bil potrjen virus. V takem primeru je potrebno delavca preko epidemiološke službe preusmeriti v karanteno. Karantena je ukrep, ki je zakonsko opredeljen in v primeru odredi epidemiolog. Gre pa za to, da tiste osebe, ki so bile v tesnem stiku, visokorizičnem tesnem stiku, to pomeni, da so partnerji ali pa gospodinjstvo ali pa recimo zdravstveni delavci, v takem primeru se tej osebi odredi, da mora ostati v izoliranem okolju, doma ali pa v nekem drugem okolju, kjer ne bo prihajalo v stik z drugimi osebami. Karantena je zelo zahteven ukrep, izda ga minister določi, na kakšen način se bo ta karantena izvajala in tudi kje. In v tem primeru tudi je delavec upravičen oziroma zaposleni upravičen do nadomestila plače, ki ga financira potem državni proračun. Gre za to, da pač skušamo preprečiti, da bi ljudje prihajali v stik z tistimi, ki so potencialno lahko bolni. To bi lahko rekli, prej bi bil tu ustrezen izraz izolacija oziroma samoizolacija, ampak tako v tem dnevnem besedilu se običajno reče tudi karantena. Ampak to ni ta karantena, kot bi recimo bila v primeru, da bi zaposleni bil v tesnem stiku, torej rizičnem stiku z osebo, ki je bila potrjena, da ima COVID-19. Župan Zagorja ob Savi Matjaž Švagan je v pisni izjavi poudaril, da ko pride do vprašanja zdravja ljudi, ni kompromisa. Potrebno je zagotoviti takšne delovne pogoje, kjer bo zdravje zaposlenih na prvem mestu. Vsa odgovornost za zdravje ljudi je na strani vodstva podjetij oziroma lastnikov podjetij. Vlada Republike Slovenije je državljankam in državljanom poslala SMS, v katerem jih obvešča, da od polnoči 20. marca dalje v veljavo stopa začasna prepoved javnega zbiranja. Odlok o prepovedi zbiranja in gibanja na javnih površinah sicer vključuje nekaj izjem, kot so pot v službo, gospodarska dejavnost, pot do lekarne, bolnišnice in do najbližje trgovine in še nekaj poti, na katerih je potrebno upoštevati varnostno razdaljo. Kazen za nespoštovanje odloka lahko sega do 400 evrov. Odlok sledi že prejšnjim odlokom in uredbam lokalnih oblasti o omejevanju ter prepovedi uporabe igral na javnih površinah in zbiranju na javnih površinah. V veljavi je tudi prepoved kurjenja v naravi zaradi velike požarne ogroženosti po vsej državi. Spremljate spletne strani občin, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje, kjer se lahko pridobite vse podrobnejše podatke in kontaktne številke, med drugim tudi klicnega centra za informacije o koronavirusu, ki je dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 1404. Na družbenih omrežjih aktualnosti občin in civilnih štabov objavljajo na strani Korona Zasavje. EVA center pa svojim kupcem v tem času sporoča, da so dosegljivi na telefonski številki 0356 57 150 ali na elektronskem naslovu info@eva.si. Na voljo pa vam je tudi spletna trgovina na naslovu www.elektroprom.si.
Ostanimo povezani prek telefonov, videoklepetov, elektronske pošte, družbenih omrežij, da bomo lahko na koncu rekli, uspelo nam je. Ostanimo zdravi in srečno.